Pri prenovi stanovanj v starih stolpnicah je tloris težko spreminjati, ampak arhitekti znajo najti rešitve. Iz dvosobnega stanovanja lahko naredijo trosobno. Številni kraji po Sloveniji imajo podobne stolpnice, ki so se gradile v 70. letih. Stolpnico v Škofji Loki so lastniki energetsko sanirali. V stanovanjih so zamenjali okna in izvedli izolacijo fasade. Nekateri lastniki pa so se odločili za celovito prenovo svojega stanovanja. Ogledali si bomo enega izmed teh, ki ga je arhitektka Maja Pisanec preuredila tako, da so iz dvosobnega naredili trosobno. Gospa Maja, kakšna je bila prvotna razporeditev prostorov v tem stanovanju? Tele stolpnice imajo v principu kar dobro zasnovana stanovanja, kar dobro razporejene prostore, ki so precej veliki. Imajo pa tudi en manjši minus, to so precej velike veže, predprostor, v katerega stopimo. Tako je bilo tudi tukaj. In sicer iz tega predprostora glavnega so bili potem hodi v vse ostale sobe, to pomeni v dnevno sobo, v kuhinjo, v spalnico, kopalnico in WC. Se pravi, ločeni sta bili kopalnica in WC, pa ločena je bila kuhinja od dnevne sobe, kar nam v principu ni ugajalo. In pri tej drugačni, se pravi zdajšnji drugačni razporeditvi prostorov so bila verjetno potrebna tudi določena gradbena dela oziroma spremembe. Ja. Kaj vse je bilo potrebno storiti? Seveda. Dela je bilo kar precej, delali smo kar nekaj časa. Ko smo pregledali obstoječi tloris, smo ugotovili, da bi lahko kuhinjski prostor celotno prestavili v dnevni prostor, ki je za ta stanovanje precej velik in se potem podaljša tudi naprej na balkon, kar nam je tudi uspelo. Se pravi, prej je bila kuhinja v sosednjem prostoru za tole steno in na ta način, ko smo mi prestavili kuhinjo v dnevni prostor, smo pridobili še eno sobo, kar je pa danes vsekakor dobrodošlo, ko se ljudje odločajo za nakup stanovanja, ker v tem principu lahko kupimo manjšo kvadraturo in smo v našem primeru naredili iz dvosobnega trisobno stanovanje. Kaj to pomeni, da ste potem to steno, ki jo zdaj vidimo, ste na novo postavili? Ne, to je obstoječa stena. Vse stene v stanovanju so ostale obstoječe, samo kuhinjske elemente smo prestavili na to stran, jih združili z dnevnim prostorom, v zadnjem prostoru pa naredili spalnico. Ker pa tista spalnica sedaj malo manjša in kjer ne bi bil prostor za omare, smo to veliko vežo, o kateri sem prej pripovedovala, malo predelali z knauf stenami in tako pridobili dodaten prostor kot neko predsobo, ki je garderobna omara, ki služi za to novo pridobljeno spalnico. Tako da ste v bistvu odvečen prostor v veži na nek način izkoristili in dali vsebino, ki bi bila sicer v spalnici, če se to razume. Ja. Skompenzirali. Verjetno je bilo potrebno tudi veliko inštalacij na novo postaviti, verjetno ste tudi renovirali oziroma zamenjali vse cevi, električne napeljave in tako naprej. Ja, tako je. Vsa ta stanovanja, te stolpnice izhajajo nekje iz 70. let in v glavnem niso bile nikjer še menjane inštalacije, zato smo komplet zamenjali vse inštalacije, odstranili smo vse finalne pode, ker to je bilo vse dotrajano in staro. Ker smo prestavili kuhinjo in ker smo združili kopalnico in WC, smo v generalnem morali narediti na novo vse vodovodne inštalacije. V kopalnici smo tudi odstranili bano, ker so včasih v stanovanja pač vgrajevali v glavnem bane, kadi, in vgradili rajši malo razkošnejši tuš. S tem pa, ko smo povezali kopalnico z WC-jem, pa tudi majčkeno povečali vsaj optično ta kopalniški prostor, da ni tako otesnjen. V tem primeru je cela renovacija, se pravi komplet zamenjava vseh finalnih podov, vsega stavbnega pohištva, oken, vhodnih vrat, komplet prenova kopalnice, WC-ja. To nekako nanese kar okrog 20.000 evrov. Kaj pa potem še tako ena hitra ocena celotne opreme stanovanja? Ja, smo pa kar hitro še na enkrat. Zelo različno, odvisno kaj zbereš. Odvisno je. Zdaj tukaj smo v glavnem delali opremo po naročilu, ker v malih stanovanjih je veliko lažje in veliko bolje se da opremiti stanovanje, če mi delamo opremo po naročilu, kjer lahko res izkoristimo vsak centimeter, ki ga imamo na voljo. Tako da nekje
za to stanovanje ravno tako prišlo okrog 20 tisoč evrov vsa ta oprema potem. Ne. Se pravi, celotna investicija okrog 40 tisoč evrov ne, za komplet prenovo stanovanja, ki je pa potem res kot novo. Ne. Gospa Darja, kot ste povedali, ravno včeraj ste se preselili v to stanovanje. Še dobro, niste zadihali, pa smo že mi pozvonili na vrata. Povejte mi, po spominu, verjetno še zelo dobro veste, kakšno je bilo stanovanje pred obnovo in sedaj, povejte nam to razliko, kakšna je. Tako, ja, selitev je bila ravno včeraj, tako da je bila intenzivna noč, intenziven dan, da smo se postavili tako, kot treba, ja, ker mi pomeni, da ko se vselim, da dam se na svoje mesto, da lahko čim prej začnem uživati v ambientu. Ja, sama prenova, stanovanje pred samo prenovo je bilo bistveno drugačno. Pridobili smo novi prostor, ki smo ga izkoristili za otroško sobo, ki je precej prostorna in s čudovitim razgledom na mestno jedro. Pridobili smo novo garderobno sobo, kjer je rezultat zmanjšanja osrednje veže in tudi balkon, ki smo ga priredili za tudi letno bivanje, kjer je urejeno predvsem lepo s stikom, s kamenčki, svetloba, v glavnem en podaljšek dnevne sobe, ki služi v poletnem času. In kako veliko je to stanovanje po kvadraturi? Po kvadraturi je 62 kvadratov. V 62 kvadratov ste spravili, ste naredili tri sobe. Trosobno stanovanje. Tako, trosobno stanovanje z zelo prijetnim balkonom, ki služi tudi za poletne kavice in prebiranje časopisov. In kako dolgo je trajala prenova stanovanja? Sama prenova je pri nas trajala 6 mesecev, s tem, da sem si vzela čas, ker se mi ni mudilo in sem želela pač temeljito in počasi in preudarno vse rešitve stanovanja uskladiti in urediti. Se da pa tudi že po nasvetu arhitektke v 2 mesecih urediti v končni izgled. V 2 mesecih s tem, da se moraš izseliti iz stanovanja ali da lahko celo nekako zasilno ob tem živiš? Ker je takšna generalna prenova zahteva vse prostore in istočasno izvajanje na vseh področjih, je potrebna izselitev. Če bi se pa v manjšem obsegu, dejansko bi se pa lahko po etapah, ampak je pa treba upoštevati, da se pri takih prenovah ustvarja veliko prahu, umazanije in je težko sobivanje v času prenove.